Zdi se mi, da bi zlasti na področju šolstva mogli postaviti več ljudi, ki bi bili pripravljeni otroke poslušati, kaj je njihova realna želja, in da bi prilagodili nekak šolski sistem, da ne bi bil več tako splošen, ampak prilagojen posamezniku. Prvo, kar mislim, je, da bi mogli imeti vsi malo več empatije en do drugega, graditi na medsebojnih odnosih. Druga stvar, skrb za okolje, več recikliramo, skrbimo za našo naravo, kar mi damo naravi, nam narava vrne. Omogočanje več delovnih mest, da se svet razvija, oziroma tudi lokalno vse. Pogovori se mi zdi, da bi mogli biti bolj strpni in kulturni. Se mi zdi, da bi moglo biti zdravljenje otrokom po vsem svetu dostopno in boljše, kot je na primer v Sloveniji. Opažam, da so problemi in da bi moglo biti bolje, da ko se otroci iz dolgotrajne odsotnosti vrne nazaj v svojo družbo, da bi bil sprejet kot prej, da bi bil kot del te družbe že spet sprejet, ne kot nek tujec, ki je prišel nazaj. Da bi nam bilo v prihodnosti vsem lepše, mislim, da se moramo vsi predvsem naučiti boljš sodelovati, se spoštovati in pa sprejemati razlike med nami. Ob tem pa ne smemo pozabiti našega planeta, saj smo od njega vsi odvisni. Zato moramo zmanjšati onesnaženje in pa ohraniti čim bolj zdravo okolje. Da bi pač okolje, ki ga preveč uničujemo, da bi pač lahko več svoj trud vložil v ohranjanje narave, morja in pa tudi za pitne vode. Za vse ljudi iz sveta bili vsi enakopravni, da bi pač preprečili lahkote v vseh revnih državah. Sem pa v Španiji ugotovila, da bi bilo življenje zelo lepše, če bi vsi delali le 4 dni na teden z 6-urnimi delovniki in da bi otroci in dijaki in nasplošno vsi lahko zjutraj dlje spali. Vsi bi morali živeti по міжнародних правилах і їх не кришити. І всі, навіть не тільки політики, мають любити людей, і тоді у світі ніяких проблем не буде. На мою думку, політикам варто більше слухати музику. Думаю, музика врятує світ. Я вважаю, що для глобальної стабільності в майбутньому політичні діячі мають зараз проаналізувати все, що відбувається, для того, щоб запобігти це в майбутньому. Я вважаю, що політики повинні прислухатися до свого народу. Računalništvo postaja vse bolj pomembno v vsakdanjem življenju. Praktično kjerkoli služba zdaj že zahteva precej znanja računalništva. Tako da bi bilo dobro, da že v osnovnih šolah uvedemo nek obvezen predmet računalništva, kjer se učimo razne stvari. Pa tudi v srednjih šolah recimo, in v srednjih šolah bi se tudi že lahko začeli učiti programiranja, ki je tudi sploh koristno za razne stvari. Vsem bi bil lepši svet, če ne bi več ubijali živali in da ne ubijamo niti mravelj, nobene živali. Živali ne, oni nam nočejo storiti, samo branijo se pred nami. Mislim, da bi mogli najti neko razmerje med zeleno prihodnostjo in pa gospodarsko rastjo. Sej, če bomo preveč v bistvu omejevali gospodarsko rast neko zeleno prihodnostjo, bo to slabše za nas vse. Sem pa tudi mnenja, da glede na to, da se prebivalstvo kronično stara, da bi ga mogli nujno še bolj urediti zakone, ki bi poskrbeli za starejše ljudi. Rad bi pa tudi poudaril v bistvu tem, da se v zadnjem času socialna in družbena omrežja pogostokrat zlorabljajo in niso več namenjena za ta njihov privatni namen. Naprimer, zafrkavanje in podobne stvari, to ne spada na internet. Mislim pa, da bi pa lahko vsaka država na tem področju urejala zakonodajo. Jaz bi želel, da cela Evropa, cel svet prepreči to vojno, zato da ne bi obstajala več vojna na svetu, ki je grozna, in tudi vse stvari, ki so grozne. Izobrazba je v bistvu ful pomembna, ne? In zaradi tega je pomembno tudi ozaveščanje ljudi in da se ljudje zavedajo vse, kar se dogaja trenutno na svetu. In s tem tudi mi ozaveščamo ljudi. Nismo pa samo mi tisti, ki ozaveščajo, veliko ljudi ima ogromno vpliva in zaradi tega bi mogli tudi ostali, predvsem odrasli, ozaveščati ostale o tem, kar se trenutno dogaja.
ker ti odrasli so zelo pomemben del tega, kar jih vsi poslušajo. Odrasli bi predvsem mogli narediti, da ne bi bilo več toliko plastike za enkratno uporabo, ker se ji da res izogniti. Namesto da imaš vsak dan novo plastenko, imaš lahko v bidon, da ni več vsaka stvar pakirana v 10 plasteh. Predvsem pa bi mogli začeti misliti tudi na prihodnost, ne pa da imaš samo to, kar se trenutno splača. Bolj je pomembno to, kar bo v prihodnosti. Sej tudi za gospodarstvo bi bilo boljše, če bi bil v prihodnjih letih bo zeleni turizem veliko prinesel. Zdaj mogoče še ne toliko, ampak potem pa bo zelo veliko neonesnaženo.